Prva pripravljalna tekma v zimskih pripravah in brez zadetkov med Mariborom in madžarskim prvoligašem Haladašem. Darko Milanič je izven kadra pustil oba prva vratarja, Jasmina Handanovića in Kenana Pirića. Ker še niso docela ogrevali, pa so izven kadra ostali tudi Martin Milec, Luka Uskoković in pa Denis Šme. Mariborski trener je dal priložnost dvema enajstericama v vsakem polčasu, plus še enemu nogometašu, skupno jih je uporabil 23. Začelo se v 9. minuti s priložnostjo za goste. V 11. minuti je z razdalje poizkusil Dervišević. Nova priložnost za Madžare v 14. minuti je zaključil Jegal. V prvem polčasu se je Aljaž Cotman izkazal kar nekajkrat, naslednja priložnost Haladaša v 18. minuti. V 24. minuti potem lepa domiselna akcija, žoga do Zahovića, ki pa ni uspel priti do uspešnega zaključka. Le minuto kasneje nova lepa priložnost, tokrat Zahović v vlogi asistenta, Mešanović pa mimo. V 34. minuti najlepša priložnost v prvem polčasu, Mešanović je najprej stresel vratnico, odbitek Klinarja pa preko gola. Še pred koncem prvega polčasa najlepša priložnost za Madžare, toda znova se je izkazal Aljaž Cotman, tokrat ob poizkusu Priskina. Ob začetku drugega polčasa torej različnih 11 nogometašev na terenu na obeh straneh. V golu pri Madžarih pa je ostal legendarni Gabor Kirai v sivi trenerki in poskrbel za to, da je mreža Haladaša ostala nedotaknjena. Najprej je v 51. minuti poizkusil Nardin Mulahusejnović. Mariborčani je zelo blizu zadetkov, tudi v 53. minuti ob poizkusu Bajdeta z glavo, veliko nesreče oziroma smole, da je ostalo pri 0:0. Kirai na pravem mestu tudi ob strelu Tavaresa z razdalje. V 58. minuti je do priložnosti prišel po lepi podaji Alex Krecu, toda preko gola. Potem smo v drugem polčasu gledali nekoliko slabšo tekmo, no v 81. minuti pa nova priložnost, tokrat v glavni vlogi Felipe Santos in Gabor Kirai. Gostje so prišli do priložnosti do edine prave v drugem polčasu po kotu, z glavo je poizkusil Tamaš. Še pred koncem tekme pa dober prodor Kolmaniča v 85. minuti in Mesaroš je skoraj premagal svojega vratarja. Na koncu se je končalo brez zadetkov v tekmi, ki je ponudila dovolj resnosti, čvrstosti in agresivnosti, tako da je bil to dober test. Naslednji bo v soboto, nasprotnik pa slovenski prvoligaš Rudar Velenje.